Pet mu pa boš to prco. Povej mi, zakaj naj gledalec pride pogledati to predstavo? V predstavi se ukvarjamo z vprašanjem osebnega proti političnemu in tudi seksualnega proti političnemu. Predstava poskuša razkriti mehanizme, ki jih imamo vsi v sebi, ki so posledica delovanja vladajoče ideologije, in se sprašuje, zakaj se ljudje, tudi ko bi se mogoče želeli ali pa ko bi hoteli nekaj narediti, težko aktiviramo na nek res aktiven način. Tako da v bistvu se mi zdi, da je danes aktualna predstava predvsem z tega vidika, ker imamo oblast, imamo strukture oblasti, imamo evropske strukture oblasti, domače strukture oblasti, svetovne, imamo vojne, imamo ne vem kaj vse, ampak se zelo težko mi, tudi če tako zelo mislimo o tem, pa skozi razmišljamo o tem, pa skozi beremo o tem, se v bistvu težko odpravimo na protest, težko gremo v neko politično skupnost in poskušamo razmišljati o alternativi, ker smo nekako ujeti v to vladajočo ideologijo in nekako živimo s temi svojimi filmi, serijami, socialnimi omrežji danes, neko svoje življenje, ki je popolnoma avtonomno od neke družbe, v kateri smo. In se mi zdi pomembno, da se o tem pogovarjamo, da to naglašamo, da o tem govorimo, in tudi, da to ljudem, ki nas pridejo pogledati, povemo, da mi mislimo, da tako izgleda naš svet in da ne gre za to, da se mladi, recimo, ki pravijo, velikrat, ko so mladi, velikrat apolitični, pa tako, čeprav nove generacije že dokazujejo, da temu ni tako. Ne gre mogoče za to, mogoče gre za neke mehanizme, ideološke aparate države, represivne aparate države, ki se jih sploh ne zavedamo, pa v bistvu močno vplivajo na naše življenje in na to, kako ga živimo. Kako kaj gredo vaje? Kaj si lahko misliš, da potem, kar ste zdaj naredili, obetajo gledalci od te predstave? Jaz moram reči, da mi je bil to ful ljub proces, zelo, da se mi zdi, da se je nekako našla neka dobra ekipa, ki dobro sodelujemo. Tudi velik del ekipe je zelo mlad, oziroma prav ugotovili smo, da smo ista generacija, režiser, dramaturg in trije glavni igralci, kar se mi zdi kar redkost, pa ogromna prednost. Ker smo zelo hitro ugotovili, da je mogoče nek naš pogled na teme, ki jih obravnavamo v predstavi, podoben, ali pa da smo se srečujemo z podobnimi, ne vem, stiskami, problemi. Zdaj predstava se dotika tudi revolucije oziroma potrebe po temu, da pač greš na ulico, če te kaj ne všeč in to poveš jasno, glasno, kar se pri nas načeloma niti ne dogaja. Kakšna si pa ti? Si bila že dostikrat na ulici oziroma zakaj misliš, da bi bilo treba zdaj iti? Ja, sem bila in sem in še bom. Meni se zdi to zelo pomembno. Zdi se mi, da ne vem, recimo moja izkušnja, jaz sem bila na akademiji v času teh naših množičnih protestov in se spomnim, da smo se takrat, ko so šolci ali pa generacije, vrstniki, zelo smo se pač zbirali na protestih, pa nekako izrazili to, kar nas je v tistem trenutku motil, in to počnemo tudi zdaj. In meni se zdi to zelo pomembno. In se mi zdi važno, da tako mladi kot starejši, kot vsi, da ne samo, da stojimo za mislim v prvi vrsti, da imamo stališča do stvari, ki se dogajajo v svetu, ker se nažalost dogajajo obupne stvari trenutno, in da ne samo, da imamo ta stališča, ampak da smo toliko nekako zaveščeni do družbe, do neke spremembe, da to izrazimo. Jako teško pitanje, jer mislim da i ja pripadam toj generaciji koja je toliko zbunjena sadržajima kojima nas bombarduju, tako da ako se i malo vjere probudi kod nas, ona nažalost vrlo brzo utihne, jer nemamo zašto da se uhvatimo. Mislim, ja živim u Srbiji, dosta smo na ulici, ali
posle nedelju dana već se priča o tome kako treba da skupimo snagu, kako ne znamo, trebamo da imamo neke nove taktike, ali eto, to se tako vrti u krug i onda smo malo izgubljeni i ne možemo da se pohvalimo da smo ta neka generacija 90-ih koja je nešto i radila, nego smo, eto, tako nas onda svi prozivaju da smo svi indiferentni, to mi smeta, ali ne znam, možda se nešto promijeni. Publika može da očekuje dobru muziku, ljubavnu atmosferu, malo revolucionarnog duha i tako, rodit će se možda neka pitanja da li je, odnosno zašto nismo na ulici, nego samo pričamo o tome kako treba da budemo na ulici.